Pogovarjamo se z Iztokom Suhadolnikom iz Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije. V svojem predavanju ste že povedali, pa vas bom še enkrat vprašal, kako pogosta je v Sloveniji korupcija, ki je povezana z okoljskimi temami oziroma s temami, ki se tičejo okolja in ekologije. Ocenjujem, da je korupcija na tem področju veliko iz različnih vidikov oziroma na različnih področjih. Ugotavljamo korupcijo pri graditvi objektov, korupcijo pri urejanju prostora, pri spreminjanju namennosti prostora, nazadnje tudi pri raznih dejavnostih, ki naj bi v osnovi bile ekološke ali ekološko usmerjene, navzven izgledajo take, v resnici se pa večkrat pokazuje, da njihov osnovni namen ni izvajanje neko ekološke dejavnosti, ampak doseganje nekih koristi, dobičkov. Nenazadnje to, kar sem že tudi omenil, skozi zelene energije se da pridobiti marsikakšno subvencijo, ki predstavlja gospodarskim družbam lahko tudi dobiček. Kjer so pa, kako dobra oziroma katere oblike korupcije so najtežje, jih je najtežje zaznati ali pa jih je najtežje recimo dokazati? Če korupcijo razdelimo na uradniško korupcijo, na korupcijo belih ovratnikov, na korupcijo vodstvenih organov, je v bistvu vse to relativno lažje dokazljivo od sistemske korupcije, ki pomeni vgrajevanje ali izgrajevanje sistema skozi sprejemanje predpisov, skozi način izvajanja, skozi postavljanje nekih inštitucij za neko dejavnost, ki v bistvu s tem, ko opravljajo to dejavnost, generirajo korupcijo. Generirajo jo s tem, da se izdelajo predpisi, ki omogočajo zelo različno odločanje, ravnanje odločevalcev, ki omogočajo to diskrecijsko odločanje in v bistvu je sam sistem postavljen za to, da se pelje zadevo k nekemu cilju, ki pa ni cilj urejanje okolja, prostora za dobrobit državljanov, ampak je cilj ustvarjanja pogojev za posameznike, gospodarske družbe, skupine, ki imajo svoj namen ali doseganja konkretnih finančnih rezultatov, dobičkov ali nekih drugih svojih zasebnih interesov, ki so vse prej kot koristni za državljane, okolje, naravo in v bistvu državo celoti. Če je v bistvu ta korupcija oziroma če je največji problem sistemska korupcija, ki jo je do neke mere zelo težko zaznati ali pa zelo težko dokazati, kaj so potem najbolj po vašem mnenju ali pa po vaših izkušnjah, po izkušnjah komisije, najbolj učinkoviti ukrepi proti korupciji v lokalnem okolju oziroma proti okoljski korupciji? Ukrepi. Jaz mislim, da je aktivna vloga občanov tukaj zelo pomembna, občanov kot posameznikov, občanov kot združenj, iniciativ, kakorkoli, ki v nekih načrtih, v nekih idejah prepoznajo slabe, škodljive namene, ki to prepoznajo, na to opozorijo in seveda zahtevajo jasne odgovore, kaj neka pobuda, neka ideja, nek načrt pomeni, čemu je namenjen, in ko ne najdejo in ko ne dobijo
pametnih, argumentiranih odgovorov, zakaj se bo neka stvar naredila, takim idejam in pobudam nasprotujejo z različnimi oblikami, od aktivne udeležbe, ne vem, na področju, na javnih razgrnitvah, na javnih obravnavah, predstavitvah, do vseh možnih oblik protestiranja, ugovarjanja, pritoževanja. In če zadeve kažejo tudi na kršitve zakonodaje, nazadnje tudi prijavljanja pristojnim organom, da stvari kot take ne morejo biti dane v obravnavo in v sprejemanje, če gre za neke prostorske akte. Pa še eno podvprašanje povezano s tem, ko se ta moment javnosti oziroma aktivnega državljana zgodi, kolikšen je recimo temu uspešnost ali pa uspeh take vrste protesta oziroma opozarjanja? Mislim, da tu ni pravila in je nemogoče eksaktno odgovoriti na tako vprašanje. Ocenjujem, da je vsaka pobuda smiselna, je pa na pobudnikih, da poskušajo vse svoje zahteve jasno oblikovati in jih podpreti z ustreznimi argumenti, dokazi, da bodo tisti, ki odločajo, lahko razumeli in sprevideli tudi argumente drugih. In v končni fazi se tukaj ne gre za drugega kot za vplivanje, za spremembo mišljenja, odločitve, stališča tistega, ki ima pristojnost odločanja o nekih zadevah. Najlepša hvala.